Pozdravljeni. Prekinitev sodelovanja med Johnnyjem Herbertom ter Fijo je med mnogimi navdušenci sprožila kar lepo število vprašanj. In seveda v današnjem prispevku bomo skušali najti odgovor vsaj na večino izmed njih. Verjetno je izjemno malo točk, ki bi dobesedno zedinila mnenje mnogih navdušencev ter navijačev Formule 1. In verjamem, da komisarske odločitve so ena izmed redkih točk, kjer se mnogi strinjajo, predvsem o tem, da je bila odločitev napačna, da so pravila neživljenjska in tudi to, da vplivajo na potek samega svetovnega prvenstva Formule 1. Ampak danes bomo malce bolj poglobljeno se spustili v to, kako potekajo te odločitve in zakaj, naprimer, Johnny Herbert je bil odpuščen iz mesta stewarda oziroma komisarja zaradi zadeve, ki ni vezana dobesedno na samo odločitev. A dejstvo je, Max Verstappen ni simpatičen Johnnyju Herbertu. Tako kot jaz sam nisem simpatičen mnogim, ampak kaj hočemo? To še ne vpliva na dejstvo, ali so moji prispevki dobri ali slabi. In tu bi lahko marsikdo na dan povlekel argumentacijo, da na veliki nagradi Mehike so komisarji se dobesedno spravili nad 4-kratnega svetovnega prvaka. A videli bomo v nadaljevanju, da ni bilo prav tako, da so mediji zgodbo malce napihnili in jo tudi malce napačno pripovedovali. A po času. Najprej je treba razložiti nekaj, da komisarji so na vsaki dirki 4. Torej, en sam ne more vplivati kar tako na mnenje preostalih 3. Na vsaki dirki se seveda menjajo, tako da je izjemno težko, da bi imeli isto četvorko izjemno pogosto na raznih dirkah. In to, da Max Verstappen ni všeč Johnnyju Herbertu, lahko pomeni, da nekdo drugi zanj navija. Ampak ta osebna preferenca na samo odločitev ne sme vplivati. Ampak zakaj po mnenju mnogih so bile odločitve komisarske četverice sporne? Na veliki nagradi Mehike je po mnenju raznih avtorjev dobil Max Verstappen kazen pribitka 20 sekund, kar je dobesedno nemogoče. Takšna kazen ne obstaja. Obstaja opozorilo oziroma ukor, obstaja pribitek 5 sekund, pribitek 10 sekund, obstaja drive-thru in obstaja stop and go 10 sekund. Ampak kako, da je Max Verstappen dobil pribitek 20 sekund? Enostavno, ni ga dobil. Dobil je 2 ločeni kazni po 10 sekund, ki sta se seveda sešteli, ker je napravil 2 prekrška na 2 različnih delih proge, čeprav v istem krogu. In če malce poenostavim, če malce približam primer v vsakdanjem življenju, zgodba je podobna, kot če pri kontroli prometa vas dobijo, ko ste prekršili omejitev hitrosti in hkrati niste bili pripeti z varnostnim pasom. In nekdo bi dejal, dobro, v vsakdanjem prometu je zgodba drugačna, ampak niti ne. Tudi tu ne velja izgovor, da se vam je pač mudilo. In tudi zaradi tega Maxu Verstappenu
niso dali nekega odpustka, ker se je on boril za naslov svetovnega prvaka. Kazen je enaka za tistega, ki je prvi, kot za onega, ki je zadnji. Drugače sistem ne bi deloval. Ne smemo pozabiti na nekaj. Namreč razsodniki, stewardi, komisarji ne gledajo na posledice prekrška. Ne gledajo na to, če je nasprotnik odstopil ali imel poškodovan bolid. Tega ne smejo početi. Gledajo samo in izključno na prekršek. Ampak še zmeraj bi nekdo lahko dejal, da je bila odločitev prestroga. In zopet bomo ugotovili, da niti ne. Tudi v predhodnih primerih so za izrivanje iz proge dali kazen 10 sekund, podobno kot za prehitevanje izven same proge. In tu seveda sedaj lahko nastane polemika. Johnny Herbert seveda ni med oboževalci Maxa Verstappena in pri odločitvah tiste četverice mu enostavno niso dali nobenega odpustka. Ampak to, da sedaj 4-kratnemu svetovnemu prvaku niso nekako odpustili grehov, po mojem videnju ne gre zašteti v slabo tistih, ki so odločali, temveč so se strogo držali pravil. Bi se lahko zgodilo kaj drugače, vkolikor bi bil Max Verstappen bolj simpatičen? Lahko da. Lep primer je seveda tista kazen, ki jo je dobil zaradi neprimerne uporabe jezika. Spomnimo se, na tiskovni konferenci je Max Verstappen uporabil kletvico. Zaradi tega je dobil družbeno koristno delo. Mnogi se bodo spraševali, pa zakaj? Ker seveda športni kodeks FIA v tistem trenutku ni predvideval drugačnih kazni oziroma pripisali so mu eno izmed najbolj blagih oblik. Max Verstappen je bil kaznovan z družbeno koristnim delom tudi po tistem prerivanju z Estebanom Oconom na veliki nagradi Brazilije pred leti. Ampak pustimo sedaj to. Charles Leclerc, kateremu je ušla podobna beseda, se je tako izglasil pri razsodnikih, se kesal in jo je na koncu nekako odnesel z opozorilom in manjšo denarno kaznijo. Torej, pokazal je svojo voljo, da se bo izboljšal in zato so bili razsodniki tudi malce bolj dobrovoljni. Poudariti hočem, da res Max Verstappen je bil kaznovan po pravilih, ampak tudi sam ni napravil popolnoma nič, da bi dobil manjšo kazen. Še več, polemiko je še podpihoval in jo bo tudi verjetno v prihodnje. Ampak razumeti moramo nekaj, da Formula 1 je, kot sem že mnogokrat omenil, džentelmenski šport. To ne pomeni, da razsodniki nekako presojajo samo tisto, kar vidijo sami. Tudi drugi nastopajoči imajo pravico opozoriti na določene primere. In verjetno ste mnogokrat na ekranih videli, da je bil določen incident med dirko zapažen. To še ne pomeni, da je bila preiskava sprožena. In zakaj gre v resnici? Za obvestilo, naprimer preostalim ekipam naj nehajo javljati določen incident, saj so ga zapazili in bo potem v rokah komisarjev, ali bodo nadaljevali s preiskavo ali ne. In to je nekaj, kar se marsikdaj spregleda. Da ukolikor bi komisarji nekako zamižali na eno oko, bi lahko drugi udeleženci, nasprotniki Maxa Verstappena ali Red Bulla zahtevali, da se incident preišče, kar pa seveda pomeni, da ne smejo tu napraviti nobenega popusta. A ni še konec. Mnogokrat se zgodi nekaj, kar smo videli naprimer na
veliki nagradi Belgije, ko je bil George Russell diskvalificiran zaradi tehnične neustreznosti njegovega bolida. Namreč masa Mercedesa dvojni V15 je bila pod tisto minimalno. In tu vstopijo v igro tehnični delegati, ki bolide po koncu dirke stehtajo, preverijo, izmerijo in še vse preostalo. Ampak ko napišejo poročilo, seveda to, ukolikor je neustrezno, roma k komisarjem in ti nimajo izbire. Ukolikor tehnični delegat napiše, da je bil bolid pod tisto minimalno določeno maso, sledi diskvalifikacija. A verjamem, za nekatere ni bilo pošteno, ker dirka ni imela tistega častnega kroga na koncu, ker bi lahko George Russell nabral potrebne delce odpadlih pnevmatik in tako dvignil maso. A rad bi vam povedal, da častni krog na veliki nagradi Belgije je nekaj, kar ni prisotno že desetletja in ni bil edini, ki je bil za to prikrajšan. Tudi ostali niso imeli te možnosti, ampak tehtali so vse po vrsti. In edini, ki je nekako nastradal, je bil nažalost George Russell, ki je prevozil določeno razdaljo v minimalnem času. In tu seveda sledijo polemike, da ni prav in podobno, ampak ukolikor bi spregledali to, recimo temu manjšo napako Georgeu Russellu, ne bi bilo prav do vseh ostalih, ki so se pravil držali in tudi pri ekipi Mercedes, so se tega zavedali in ni bilo absolutno nobene pritožbe. Tehtanje oziroma preverjanje bolidov je zadeva, ki jo določa tehnični pravilnik in seveda metodologija je točno zapisana v tistih tehničnih direktivah, ki pa nam, navdušencem, niso tako dane na voljo. A brez skrbi, pri preverjanju so zmeraj prisotni tudi predstavniki ekipe, katerega bolid se seveda preverja, tako da do kakšnih mahinacij tu pride izjemno težko oziroma je skoraj nemogoče. A vrnimo se k Johnnyju Herbertu. Zakaj je on izgubil mesto med razsodniki? Zaradi tega, ker je komentiral svoje odločitve v javnosti na družbenih omrežjih. In to ni bilo po godu samemu predsedniku FIE, ki se je po mojem pravilno odločil. Njegove odločitve niso bile sporne. Ampak zakaj Johnny Herbert se glede na odločitev predsedstva FIE sploh ni pritoževal? Ker v ozadju je nekaj, kar marsikateri navdušenec ne ve. Komisarji so na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1 čisto na volunterski osnovi. Torej, niso plačani za svoje delo. Kolikor mi je znano, dobijo povrnjene stroške v neki pavšalni vsoti 300 evrov na dan. Sedaj se zamislite, koliko polemik, koliko hudih besed je izrečeno glede odločitve nekoga, ki je tam zastonj in opravlja izjemno pomembno in zahtevno delo in ki se konec koncev morda v 99,5% odloči pravilno. Ampak nekomu tista odločitev ni všeč. Tudi zato se je Johnny Herbert nekako poslovil od svojega mesta brez večjih obžalovanj in brez kakšnih večjih polemik. Tako da tudi mi, navdušenci v prihodnosti, se moramo zavedati, da naše kritike so pogostokrat neutemeljene. Ampak o tem kdaj drugič. Za danes bo dovolj. Hvala za vašo pozornost in kot običajno nasvidenje.